Torej, v današnjem webinarju si bomo pogledali, kaj dobimo za 50 evrov, ki jih namenimo oglaševanju na spletu. Tukaj zdaj predvsem ciljam na nekoga, ki nima izkušenj z oglaševanjem na spletu, ki bi rad to majčkeno sprobal, majčkeno prvič začel, ugotovil, kaj se da dobiti za recimo ne prav veliko denarja. In zdaj, zakaj sploh oglaševanje na spletu? Oglaševanje na spletu zaradi tega, ker je veliko cenejše kot večina drugih medijev, sploh če gledamo parameter cene dosega na 1000 ljudi. To so sicer neki podatki iz 2013, pa za Ameriko, tako da niso čist 100% za naš trg, ampak so verjetno tam. Torej vidimo, cena oglaševanja v časopisu je najdražja, potem so revije, radio, vmes manjka še televizija, potem lokalna televizija in na koncu imamo Google AdWords pa Facebook oglase, torej dva spletna tipa oglaševanja, ki sta v bistvu najcenejša. Facebook oglasi tam okrog $1 za 1000 prikazov, oziroma da dosežejo 1000 ljudi, Google AdWords oglasi nekje med $2 pa $3. In zdaj sicer v letu 2014 je ta številka, predvsem za Facebook oglase, majčkeno dvignila, gre lahko tudi do $2, so pa te številke zelo odvisne glede na ciljno skupino ljudi, glede na targeting, ki ga naredimo, kdo so v bistvu kdo je naša ciljna publika. Ampak zdaj, če rečemo, ok, imamo pač nek omejen budžet, začeli bi, nekaj bi probali, jaz bi priporočal Facebook oglase, ker so mogoče malenkost lažji za razumeti kot Google AdWords, čeprav sta obe dve self-service platforme, torej kjer si sam ustvariš oglas, sam ga postaviš, sam določaš kdaj in kje se prikazuje in v kakšnih pogojih, ampak se mi zdi, da so Facebook oglasi majčkeno lažji za narediti kot Google AdWords, plus malenkost cenejši so za prikaz. Če si mogoče kar pogledamo v praksi, kaj pomeni 50 evrov na Facebooku. Tukaj smo imeli dve kampanje, recimo ta je bila zelo preprosta, torej sam cilj ni bil zelo težek, ne je bil cilj, da nekdo klikne, da si pogleda galerijo nekih slik. Vložili smo 50 evrov in dobili smo, oglas je bil prikazan 61.800 ljudem. Torej za ne prav veliko denarja smo spravili nek brand pred kar nekaj ljudi. Tukaj na desni strani pa lahko vidimo, da rezultat tega je bilo pa 250 klikov na spletno stran, 30 lajkov z posta in 7 novih lajkov Facebook strani. Potem pa drug primer, ta je majčkeno bolj zahteven, ker je v bistvu zahteval to, da nekdo sodeluje v izzivu, torej odda fotografijo, in ta je bil tudi majčkeno bolj napredno narejen, torej skupaj z tehniko sledenja konverzijam, torej da vidimo, kdo od ljudi, ki so kliknili na naš oglas, je v naslednjih 48 urah tudi naredil to, kar smo si mi želeli, da ljudje, ki kliknejo na oglas, naredijo, torej oddajo fotografijo v ta konkreten izziv. Tukaj je bilo, zaradi tega, ker je bil pač tudi namen oglasa nastavljen drugačen kot pač cilj oglasa konverzija, je bilo prikazov manj. Tukaj prikazan je bil 15.500 ljudem samo, ampak je od tega 53 naredil konverzijo. Torej še vedno nas zanima, kakšen je click-through rate ali pa razmerje med prikazi in kliki oziroma razmerje med prikazi in konverzijami. Tukaj spet vloženih je bilo 50 evrov, ker smo dobili 53 konverzij, torej 53 slik, nam Facebook že kar izračuna, da nas to stane 94 centov za vsako sliko. In zdaj, če imamo te informacije, lahko zelo hitro ugotovimo, a se nam to oglaševanje splača ali v bistvu brez veze in je potrata našega denarja. Torej, zdaj bi v bistvu kar pripravili, si pogledali, kako na najbolj enostaven način narediti nek Facebook oglas za 50 evrov, kjer bomo pač neke rezultate sigurno dobili. Neki osnovni napotki so pa, da online oglaševanje zahteva potrpežljivost, torej ne bo se zgodilo vse čez noč, tudi ne bo se zgodilo morda vse v prvem mesecu, torej moramo
moramo se malo sproti izobraževati, prilagajati oglas, spremljati statistiko, kaj se dogaja, spreminjati oglas po potrebi in v roku 2-3 mesecev, ko recimo porabimo potem 3-krat po 50 evrov, že dobimo neko pravo idejo o tem, kaj lahko dobimo iz Facebooka. In zdaj, če slučajno Facebook ne funkcionira, se lahko prestavimo na neko drugo platformo, kot je Google AdWords, ali pa jih poznamo še zelo veliko, ki so v bistvu tudi čisto primerne, samo mogoče malo težje za menedžirati, torej jih ne bomo zdaj omenjali, kam vložiti prvih 50 evrov. Bomo pa hkrati tudi pripravljeni na to, da če Facebook oglasi začnejo funkcionirati, da začnemo za njih v njih vlagati več, torej neke druge sredstva oglaševalska, ki jih namenjamo oglasom v drugih medijih, se nam potem splača vložiti oziroma prerazporediti v Facebook in ugotoviti, ali se nam ROI, torej povračilo investicije, sorazmerno dviga z našim vložkom, ali se recimo return on investment začne manjšati. Predvsem moramo biti pa pozorni na to, kdaj oglas neha delovati, ker zdaj, če damo oglas v časopis ali pa na televizijo, sicer ima omejen čas trajanja, ampak ne moramo videti živih rezultatov, torej ne moramo živo videti, kaj se z oglasom dogaja, koliko ljudi ga vidi, koliko ljudi dejansko kaj naredi. Pri spletnih oglasih pa lahko res v realnem času spremljamo, kaj se z oglasom dogaja, koliko ljudi klikne, koliko ljudi na Facebooku neko drugo interakcijo naredi, si ogleda naš Facebook profil, lajka sporočilo in tako naprej. Torej, to so vsi pokazatelji, da oglas deluje, da je ljudem zanimiv, da jim je všeč, torej da ustvarja neko dogajanje, ki je cilj oglasa. In zdaj, v nekem trenutku vsi so videli ta oglas, začne zanimivost mu padati, torej skozi manjšo uspešnost dobivamo in moramo biti pozorni na to, da nehamo oglaševati oziroma zamenjamo oglas takrat, ko je za nas oglas še pozitiven, torej da ne bomo delali minusa z oglasom oziroma veliko manjšega plusa, kot bi ga lahko. Na koncu pod črto, pa kot smo rekli, moramo paziti na povračilo investicije, torej na pozitiven ROI, kar pa pomeni, da če iz Facebook oglasov po nekaj mesecih, po 3 mesecih, po pol leta ne vidimo nobene rasti v poslovanju, je mogoče smiselno nehati oglaševati na Facebooku in se preusmeriti nekam, kjer naše stranke so oziroma kjer imajo večjo verjetnost, da bodo naše potencialne stranke naredile konverzijo. Zdaj ena varianta je Google AdWords, potem jih je pa še ogromno, torej imamo tudi nekaj slovenskih oglaševalskih omrežij, Google Remarketing je morda zanimiv, torej da se vsem, ki so bliže na naši spletni strani, kažejo samo naši oglasi. Še najboljš oziroma največ informacij pa najceneje bomo pa dobili, če si ne želimo take platforme, kot je Facebook ali pa Google, da se pogovarjamo direktno z nekim medijem, torej z neko spletno stranjo, na kateri bi si želeli naše oglase. Torej ne, da imamo nekega posrednika vmes, ki še pobere nek procent, ampak da se direktno pogovarjamo z lastnikom spletne strani, kjer mi mislimo, da so naše potencialne stranke. Ampak zdaj res ostanemo na najbolj enostavnem, najbolj osnovnem načinu, to je Facebook oglas. Pa si kar pogledamo, kako porabiti prvih 50 evrov za Facebook oglase. Tukaj so kar screenshoti iz Facebooka, torej ko bo nekdo delal kampanjo, bo to mu bo zelo hitro jasno, ko se bo spomnil teh screenshotov. Najprej je treba ustvariti kampanjo in pa zbrati vrsto oglasa. Vse skupaj to naredimo na spletni strani, lahko pišemo v Google Facebook Ads in je že prvi zadetek tisti pravi upravljalec oziroma menedžer oglasov, kjer je gumb Create New Ad in pridemo na ta zaslon. Tukaj lahko zberemo tip oziroma vrsto oglasa glede na cilj, ki ga naš oglas ima. Zdaj za namene tega, da ohranimo čim bolj enostavno, bomo dali cilj oglasa klike na spletno stran. Bi bil pa tudi verjetno zelo zanimiv
sploh izmerjanja uspešnosti. Ta drugi tip oglasa, torej website conversions, ki hkrati še meri konverzije na spletni strani. Ampak za tisto rabimo mečkam več znanja oziroma mečkam več se moramo potruditi, ker moramo še na našo spletno stran ugraditi tako imenovan Facebook tracking pixel, ki ga bomo omenili mečkam kasneje. Torej opišemo naslov spletne strani, ki jo želimo oglaševati. Tukaj pazimo, da ne damo prvo stran, ker ljudje, ki bojo kliknili na oglas, bojo prišli na recimo našo vstopno stran, kjer pač ne bojo videli nekega točnega namena, kaj si mi od njih želimo oziroma kaj ne naredijo in bodo zapustili spletno stran in sicer smo dobili klik na spletno stran, ampak neke zaresne akcije pa ne. Torej najboljš je narediti nek landing page, ki je namenjen točno samo temu, torej samo temu, da nekdo pride na spletno stran in naredi eno akcijo, ali je to prijava na e-novice, ali je to download nekega priročnika, prijava na seminar, nakup knjige, nakup nekega izdelka, kakorkoli, samo da je stran res fokusirana in namenjena samo eni stvari. Torej, da ne zmedemo tega, ki pride gor. Facebook nam potem, ko vpišemo URL strani, že proba sam najti neko sliko in tudi nek opis spletne strani, ki jih že avtomatsko da v oglas, ampak jih je tukaj smiselno zadevo prilagoditi. Torej, damo neko zanimivo sliko, ki je znotraj teh dimenzij, ki jih Facebook zahteva, to, da se bo res na vseh platformah ali pa na vseh računalnikih, na vseh velikostih ekrana slika lepo prikazala. In slika je tista glavna stvar, ki bo najprej nekoga pritegnila, ker vsi vemo, da čez Facebook verjetno gledamo dve stvari. Nekaj je profilna slika, kjer gledamo, če je to nek naš prijatelj, znanec, nekdo, ki nas zanima, pa gledamo te velike slike v timelineu, ki so najbolj zanimive. Torej, če je nekaj zanimivega, se bomo ustavili, pa kaj več prebrali. Torej, tukaj dajemo neko sliko, ki privabi ljudi. To lahko, mogoče ta v mojem screenshotu ni najbolj povabljiva, je pa v bistvu je pa zaradi tega mogoče zanimiva, ker še vedno ni preveč polna, je razmeroma enostavna. Zelo dobro funkcionirajo tudi slike ljudi, ker ljudje smo navajeni na Facebooku gledati ljudi, prijatelje in tako naprej in iz nekega razloga te slike zelo dobro funkcionirajo. Torej, kaj rabimo za postavitev oglasa? Rabimo Facebook page oziroma Facebook profil, oziroma ne, Facebook page rabimo. Torej, če ga še nimamo, moramo za našo organizacijo, naš brand postaviti Facebook page, kar je v bistvu zelo enostavno, vzame nam samo par minut in s tem že povežemo, ker v bistvu glede na Facebook page je na vrhu oglasa prikazano, kdo je oglas objavil. Nastavimo nek headline, tukaj je mogoče najlažji, torej to je ta naslov povezave, tukaj je mogoče najlažje nekaj zastonj ponuditi, torej ne vem, brezplačen seminar, brezplačen vodič, novice, nekaj takega, torej nekaj, kar je v bistvu zelo enostavno, da vsak, ki bo kliknil, bo vedel, kaj dobi in konverzijo je zelo enostavno narediti, torej zelo enostavno je za njega pustiti tam svoj e-mail ali pa še neke druge podatke, ker ve, da bo v zameno nekaj dobil takoj. Torej pod tekst vpišemo nek tekst, ki bo razlagal to, zakaj je to za bralca, zakaj naj bralec klikne, torej zakaj je to zanimivo. Potem pa lahko če kliknemo levo spodaj pod Show Advanced Options, napišemo še nek opis URL-ja, kjer pa damo nek call to action, torej neko, kaj naj ljudje naredijo, ko bojo kliknili. Potem pa ena stvar, ki jo naredimo pri tem našem prvem oglasu, izklopimo oglase v desnem stolpcu, pa v partnerskih aplikacijah in v večini primerov, sploh če nimamo spletne strani prilagojene za prikaz na mobilnih telefonih, izklopimo tudi prikaz v mobilni Facebook aplikaciji in na mobilnem Facebooku. Ker če bo nekdo tam kliknil na spletno stran, ne bo ničesar naredil, ker bo stran ne bo tako lepo prikazana.
Naslednja stvar, ki jo moramo nastaviti, je targetiranje in ciljna publika. Kako izbrati našo ciljno publiko? Recimo dva načina, kako res dobro definirati ciljno publiko, je tako, da izberemo naših 10 najboljših strank, poiščemo jih na Facebooku in pogledamo, kaj oni lajkajo. Iz tega lahko si naredimo neko razpredelnico in ugotovimo, kaj so njihovi skupni interesi, in na podlagi tega nastavimo v sekciji interesi neke kategorije, ki bojo v bistvu dovolj zožale našo ciljno publiko, da bomo oglase prikazovali recimo res samo tistim, ki so kakor toliko naše potencialne stranke. Oziroma druga varianta, da gremo na Facebook page naše konkurence in to naredimo za ljudi, ki njim lajkajo. Torej gremo na profile ljudi, ki lajkajo stran naše konkurence, pogledamo njihova zanimanja, njihove lajke in iz tega sestavimo neke interese, ki jih bomo tukaj noter vpisali. Tukaj res pazimo, da ne izbiramo nekih širokih kategorij, zaradi tega, ker cilj Facebooka je, da nam ponudi čim bolj široke kategorije oziroma da bo prikaz prikazal čim več ljudem, ker na ta način si bo Facebook zagotovil naš denar, ker bo pač oglas prikazal, nam bo zaračunal, oziroma tudi nekaj klikov bomo iz tega dobili, ampak te kliki ne bojo nič vredni ali pa bojo v veliko manj primerih naredili neko konverzijo oziroma cilj našega oglasa. Cilj, koliko veliko publiko si želimo za recimo tako obseg oglaševanja, recimo je manj kot 10.000 ljudi. Torej na ta način bomo imeli najvišji click-through rate, torej največ ljudi bo kliknilo, glede na to, koliko jim bo oglas prikazan. Ker če gremo širše, bomo veliko ljudem pokazali oglas, ki jih to ne zanima in je v bistvu konec koncev to za nas dokaj brez veze. Izberemo tudi starost pa spol, če sta za nas relevantna. Spet za določanje starosti pogledamo naše top stranke, koliko so stare, recimo naših top 10 strank, top 20, odvisen pač v kakšni vrsti posla smo, in nastavimo starost glede na njih, torej glede na našo ciljno publiko, torej glede na potencialne stranke, ki jih imamo. Facebook ponuja še ostale kategorije, kakor je jezik, povezave, kategorije in tako naprej. Zaenkrat mogoče za prvi oglas to pustimo prazno, čeprav so čisto smiselne za res dobro targetirati ciljno publiko, ampak moramo to mogoče že nekaj oglasov skozi dati, da dobimo malo občutka, kaj se dogaja, in potem lažje tudi kakšno stvar nastavimo. Pod lokacijo, za v večini primerov bo to kar Slovenija, če pa ciljamo širše, torej neka regija, je pa spet pri tako ozkem oglaševanju, torej pri 50 evrih ali pa 100 evrih, se je najboljše omejiti na eno državo, maksimalno dve, recimo tukaj v našem delu, ko so države razmeroma majhne. Naslednja stvar, ki jo bomo naredili, je nastavili budžet, torej koliko smo pripravljeni plačevati za oglas. Tukaj bomo rekli, lifetime budget je, torej skozi celo življenjsko dobo oglasa je 50 evrov. Oglas lahko nastavimo, lahko ga nastavimo, da imamo nek budžet, nek dnevni limit, ali pa skozi celo življenjsko dobo oglasa. Torej, zdaj, če imamo oglas, ki je veljaven ali pa ki bo recimo aktualen, kakor je bila v našem primeru prijava na webinar, samo 2 tedna bomo oglaševali to zadevo, ker potem bojo prijave zaključene. Nima smisla, je fino, da kar nastavimo življenjsko dobo oglasa. Naslednja stvar, ki jo moramo pa nastaviti, je pa cena na klik oziroma na prikaz. Facebook na avtomatsko priporoči, da optimizira prikaza oglasov na klik, torej da bomo čim več klikov dobili. Lahko pa zberemo, da Facebook avtomatično optimizira ceno na klik ali pa da jo zberemo sami.
Zdaj, če jo zberemo sami, imamo majčkeno več kontrole nad tem, koliko bomo maksimalno plačali za vsak klik. Hkrati pa lahko tudi vplivamo na to, da bomo dobili boljše pozicije v timelineu na Facebooku, ker tisti oglasi, ki dajo majčkeno več, tisti bojo prej dobili višjo pozicijo v timelineu. Ker zdaj oglasi se prikažejo na Facebooku tako, da se naredi v bistvu pred vsakim prikazom ena majhna licitacija, kjer se vsi oglasi, ki targetirajo to osebo, se postavijo v vrsto, naredi se licitacija in tisti, ki pač največ ponudi, tisti bo prikazan. In tukaj se mogoče splača, Facebook nam sicer ponudi nek priporočljiv, koliko bomo ponudili maksimalno za klik, ampak splača se to številko majčkeno povišati, ker imamo večjo verjetnost, da bomo več ljudem prikazani, in to je pač za nas dobro, ker imamo večjo verjetnost, da bo nekdo kliknil više gor v Facebooku kot niže, kjer že ljudje res veliko bolj samo scrollamo, kot dejansko beremo, ne. In to je to, ko smo naredili ta korak, lahko kliknemo, da Facebook objavi oglas. Če še nimamo vpisane kreditne kartice, bojo za to prosili, torej da nam lahko začnejo zaračunavati. Ampak stvar je končana, torej Facebook odobri oglas. Mogoče ena stvar, ki sem jo prej pozabil pri nastavitvi slike, je to, da ima slika lahko največ 20% slike lahko vsebuje tekst. Če je več, nam bo Facebook oglas zavrnil in ga ne bojo prikazovali. Torej ne moramo dati slike, kjer je gor zelo veliko besedila. Torej naslednja stvar je, da Facebook odobri oglas in oglas se začne kazati, lahko začnemo spremljati, kaj se dogaja. Torej naslednja stvar je spremljanje tega, kaj se dogaja, torej koliko imamo klikov, koliko imamo tudi mogoče nekih Facebook lajkov, ker nas v bistvu tudi verjetno interesirajo, sploh če želimo tudi komunicirati na Facebooku. Ampak potem se začne ta del, kjer merimo uspešnost, ugotavljamo ROI, in tle je v bistvu matematika zelo enostavna. A je cena konverzije manjša kot dobiček, ki ga ustvarjamo? Zdaj, za ceno konverzije lahko uporabimo Facebook Tracking Pixel, to je en del kode, ki jo vstavimo v spletno stran, kamor peljemo uporabnika. Če bi rekli, da želimo uporabnika, da se prijavi na naše novice, bi to kodo dali na spletno stran, ki se pokaže uporabniku potem, ko se prijavi na e-novice. Torej, ko rečemo uporabniku, hvala, uspešno ste se prijavili, tam bi naredili tudi, vstavili to kodo, ki Facebooku sporoči, ta in ta uporabnik je naredil konverzijo na tej točki in Facebook nam to meri. Torej, na podlagi tega nam lahko tudi računa, kakšna je cena na konverzijo. Torej, če moramo prikazati oglas 50 ljudem, da se en prikaže, na podlagi tega lahko dobimo ceno. Drug način, ki ga lahko naredimo, je, da na povezavo na landing page, ki smo jo dali na Facebook, že vnaprej nastavimo Google Analytics parametre, torej UTM kampanjo, UTM source, in v Google Analyticsih, če smo tam bolj vešči, spremljamo, koliko dobimo klikov, koliko dobimo konverzij, in tako naprej. In kaj nas pa zdaj čaka, je pa upravljanje kampanje. Torej, preverjati moramo poročila, prilagajati oglas, mogoče spreminjati besedilo. Zelo priporočljivo na Facebooku, ker je tudi razmeroma enostavno, je testiranje. Torej, da testiramo različne slike, različna besedila, kaj se dogaja v primeru, da zamenjamo sliko z eno radikalno drugačno mogoče, a ne? A dobimo več klikov ali dobimo manj klikov, in na ta način, ko testiramo, lahko v enem ali pa 2 tednih dobimo že toliko podatkov, da začnemo po 2 tednih kazati, ali pa že prej, samo tisti res najboljši oglas, ki nam prinaša največ konverzij. Potem pa so tukaj še drugi napotki za upravljanje celotne kampanje. Redno moramo odgovarjati na e-maile, na Facebook sporočila, ljudje pač neke akcije delajo, lahko ljudi, vsem, ki so se prijavili na
e-novice in pošljemo eno dobrodošlico, mogoče še neko dodatno ponudbo, damo jih v neko negovalno kampanjo, torej da pač res povečamo možnost, da bo ta oseba, sploh če smo imeli tam neko brezplačno konverzijo, da bo v nekem trenutku postala naša stranka, kar nam je cilj. Torej, zdaj smo prišli do konca. A so morda kakšna vprašanja? Ok, zaenkrat še ni ničesar. Skratka, mogoče, če naredim en povzetek, oglaševati na Facebooku je v bistvu res enostavno, ker itak je želja Facebooka, da nas spravi v oglaševanje, da začnemo oglaševati, da oni pač dobijo ta denar, od česar živijo. Zato je postopek zelo enostaven, je pa treba paziti na te stvari, ki smo jih zdaj omenili, torej da ne bomo po nepotrebnem v Facebook vložili več denarja, kot je potrebno, oziroma manj dobili za vsak evro, ki ga vložimo, če bomo recimo oglas kazali, ne vem, smo v business to business poslu, oglas bomo pa kazali srednješolcem, pa študentom, pa upokojencem, od katerih ne moramo čisto nič dobiti. Pri takih stvarih je predvsem potrebno ful paziti. Druga stvar je pa to, da oglaševanje na Facebooku je enostavno smiselno, ker, kot sem zdaj omenil, srednješolce, študente pa upokojence, vsi te segmenti so na Facebooku, torej toliko in toliko ljudi je na Facebooku, da je oglaševanje skoraj za vsakega smiselno, ker velika verjetnost je, da so vaše potencialne stranke na Facebooku. Mogoče ne v tistem trenutku, ko niso mogoče s poslovnim namenom, ampak če vidijo nek oglas, bojo kliknili in bojo mogoče tudi kasneje naredili neko konverzijo. In Facebook vse te stvari meri, recimo, če uporabljamo Conversion Pixel, meri to konverzijo še naslednje 2 dni. Ali pa tudi, če bi nekdo lajkal naš oglas, pa potem v roku 1 ali pa 2 dneh šele lajkal našo spletno stran, tudi to nam Facebook šteje v cilj oglaševanja. In to je za danes vse. Upam, da ste izvedeli kaj uporabnega. Če bojo še kakšna vprašanja naknadno, sem na voljo na e-mail naslovu, ki ga očitno nisem vpisal. Ga bom zdaj dodal. Takole, mislim, da bi moj e-mail naslov zdaj mogli videti. Tako da hvala za pozornost in nasvidenje.